vedno se slika konzervativno linijo kot nazadnjaško. To je popolnoma neosnovano. Ne? Konzervativci tisti, ki daje upanje za prihodnost in verjame v red, ne pa v kaos. Ta trenutek smo mi v tej državi priča popolnem neredu. In tukaj nastaja ta težava, v bistvu je levičarjem dovoljeno dobesedno vse. Spoštovani, dobrodošli v novega v vrsti bonus safarijev. Tokrat je z nama s Petrom novi predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, 40-letnik, oče 3 hčera, tekač, po izobrazbi teolog. Sem kaj bistvenega izpustil v kratki predstavitvi? Ja, mnogo še stvari, s katerimi bi se lahko predstavil, ampak rad se ukvarjam športom, drži, sem oče, mož, poročen, 3 hčerke, torej upam, da nekoč bom imel tudi 3 fante potem, če imam 3 hčerke. Zdaj, ker sem omenil tek, pred nami je 5 mesecev, slabega pol leta pred volitvami obdobje, ko bodo seveda pri tebi v ospredju predvsem politični cilji, pa vendarle imaš do tistega obdobja, do marca naslednje leto tudi kakšen povsem nepolitični, bolj osebni cilj? Zagotovo, šel bom na splitski polmaraton, to bo februarja nekje tega ljubljanskega, zaradi malo poškodbe tetive izpuščam, ampak sem dovolj dobri kondiciji, da ta cilj, Split, dobro tečem. Drugo pa je posvečeno izključno volitvam. Jaz moram reči, da ta maraton je tudi zame največji izziv. Čeprav sem ga pretekel Dunajski maraton, 42 km v 3 urah in 27 minutah, kar tudi tisti, ki redno trenirajo tek, že dalj časa in mi pravijo, to je bilo pa vrhunski rezultat. Lahko potrdim, da je to super. Še en majhen disclaimer za naše gledalce. Midva sva generacija, par mesecev narazen, zelo dolgo se poznava, tudi zaradi mojega terenskega novinarstva in tvojega dolgega staža v državni politiki, tako da smo se dogovorili, da se tikamo v tej epizodi. Veseljem, to drži, moram potrditi v vednost gledalk in gledalcev Safarija. Jaz mislim, da smo se spoznala nekje 2008. Ja, bo držalo. Nekje, ki je bil Mirko Majer še na Info TV. Tako je, res je. Dolgo nazaj. 3 hčerke, ena od njih posem letos, mislim, da če sem prav informiran, na sveže. Kako gre to skupaj za usklajevanje družinskega in političnega življenja? Predsednik Nove Slovenije je zelo, si predstavljam, časovno potratno delo. Ma gre, moram reči, kljub temu, da si zelo zaposlen, nekako gre, je pa res, da žena drži 3 vogale hiše, a pa rečemo kar 4, ampak se trudim, zlasti pa je ena stvar zelo pomembna. Zvečer iti hitro spat, ali pa z otroci spat, da lahko zjutraj vstaješ in si dokaj spočit, in potem lahko se pripraviš na dan. Jaz pač zgodaj vstajam in je to zelo pomembno, da lahko v tem času, ki ga je edin čas, ki ga imaš lahko zase. Drugače pa seveda pomagam otroke zjutraj odpraviti, da gre v šolo, prvi 2, sta šolarki. Vita pa je res stara za 7 mesecev. Zanimivo res gledati otroke, ki odraščajo. In sem vesel, da sem del tega, da so zdravi. Prej smo bili, pri hobijih, pa smo omenili tek, verjetno je za politika v redu, si mislim, da je tekač na dolge proge, da ni šprinter, teh smo tudi nekaj v slovenski politični zgodovini videli, pa se v glavnem ni končalo prav dobro. Kaj pa teologija? Ta izobrazba pride v politiki, kaj prav? Ne samo v politiki, ta izobrazba ti pride prav pri širši razgledanosti. Pa ne bom rekel, da sem jaz dovolj razgledan, ampak pač teološka fakulteta mi je dala znanje od psihologije, filozofije, sociologije, zgodovine. Jaz rad berem zlasti zgodovino ali pa tudi filozofijo, antična Grčija, pa tudi Amerika me zanima, in tako naprej. In lahko rečem, da teološka fakulteta ima tudi danes še v Sloveniji nek negativni prizvok, tisto, ki gre tja, je potem cerkven, pa del vseh cerkvenih afer, pa tako naprej. Ampak lahko rečem, da ti da zelo veliko širino. Se pravi, ta širina pa absolutno pri sprejemanju drugih, vključevanju, dialogu, pogovoru, kar je v politiki ključnega pomena.
je pač ta izobrazba mi dala zelo veliko. Ja, s tem z vključevanjem so na strojni fakulteti očitno težave, malo večje. Ne? Ja, čeprav jaz bi tudi na strojni fakulteti zahvalil nekaterim profesorjem za pokončno držo. Ne? Potem so pa aktivisti, ki pač to negirajo, ampak pustimo to prej. No, ko smo pri pokončni drži, ne, v zadnjih dneh spremljamo praktično spopad okoli oddaje Tarča, ne, odvetnik predsednika vlade Stojan Zdolšek, ne, je novinarko Tarče celo nagnal iz tiskovne konference, kjer je predstavil pač ugotovitve KPK-ja skozi svoje oči, brez seveda osnutka. Ne. In pojavljajo se celo pozivi, naj bi se oddaja recimo ukinila, grožnje, da bi se lahko oddaja celo ukinila. V vaši vladi, ki ste bili minister v prejšnjem mandatu, se je govorilo o napadih na medije. Kako razumete to situacijo? To so v bistvu, ta koncept vladanja se v bistvu vleče, ko rečemo od leta 45 naprej. Ne. Se pravi, gre za prvo in drugo razredne, katerim je dovoljeno vse, drugim popolnoma nič, oziroma že to, da pač ne smejo vladati. Ne. In tukaj v tem primeru, ko gre za prvo razredne, ne, to oblast, pogrešam zlasti civilno družbo, ki se bi ob tem oglasila. Veste, takrat so vsi novinarji nacionalne televizije stopili za Tarčo, vsi so držali skupaj, dostojanstveno se borili. Medtem ko pa danes, ko se ta oddaja dejansko ukinjuje, menjava se tudi odgovorni urednik oddaje in tako naprej, pa nobenega glasu iz same nacionalne televizije, ne. Še več nekaterimi pravijo, da so bili posamezni novinarji na zagovorih zaradi tega pri odgovornih na RTV-ju. Jaz dolg časa že delam z mediji, ne. Jaz sem bil dolgoletni tiskovni predstavnik stranke in lahko rečem, da mnogi novinarji pa so nasprotujočih ideoloških stališč, kot jih sam delim, so tudi zgroženi ob tem, kar se danes dogaja s temi pritiski Golobove vlade na medije. Ampak nihče si ne upa nič narediti. Jaz se dajmo vprašati, v kakšni državi živimo, da je ljudi strah. Jaz želim živeti v svobodni, demokratični državi, v svobodni pa ne bo tukaj mali, ne velik. Ker ta in svoboda, kot jo vidimo danes v parlamentu, je dobesedno povampirila ta prava svoboda. Sam si omenil te svoje PR funkcije, preden si začel prevzemati druge v aktivni politiki. Ne samo mediji, neodvisne institucije. Videli smo izmenjavo pisem pred dnevi med KPK in kabinetom predsednika vlade, kar je meni tam bodlo v oči je dvoje. Najprej so predsedniku senata KPK naprej vrgli 70% višjo plačo pod aktualno vlado zaradi plačne reforme, in potem na Facebooku še pomočnik uprave SDH Damir Črnčec, ki je pisal kar o jokajočem Robertu Šumiju. Kako komentiraš te prijemeno? Gre za odklon od demokratičnih procesov. Zdaj imamo v državi nadzorne institucije pravne države, sam imam tudi veliko težav z delovanjem oziroma ustrojem delovanja Komisije za preprečevanje korupcije, s tem, da njeno delo spoštujem. Ampak v osnovi, sama zakonska osnova tega delovanja, pa procesne stvari imajo vrsto pomanjkljivosti, za razliko od nadzornih institucij, ki jih imamo na primer v drugih zahodnih demokracijah, zlasti v Združenih državah Amerike, ki so res robustne in tiger z zobmi. V Sloveniji imamo KPK, ki je brezzobi tiger in tudi različne stvari, ki jih dajo ven. Spomnimo se glede mask. Oni so obtožili ministra Počivalška kršenja integritete, medtem ko sodišče pa ga ni, oziroma še tožilstvo ni dalo naprej. Se pravi obtožnice. Torej, to vidimo, da je brezzobi tiger, zato ker njena stališča nič ne štejejo napram sodnim procesom. Ampak, če že imamo institucijo, pač jo moramo spoštovati. Zdaj, spoštuješ njene odločitve, lahko se z njimi ne strinjaš, ampak tukaj gre za nekaj več v tem primeru. Gre za to, da kdor ni z nami, je proti nam. KPK je bil nekoč pod tem istim vodstvom uslužen tudi Gibanju Svoboda, da je prišla na oblast, zdaj pa, ker dajo neko mnenje, ki je negativno, je že naš razredni sovražnik, ki ga treba odstraniti. In pri tem so dovoljena vsa sredstva, za ta obračun.
Jaz se tukaj distanciram od vseh teh teorij in lahko vidite, da tudi Nova Slovenija v teh izjavah proti KPK ali pa za KPK je vedno zelo zadržana, oziroma dajemo izjave, češ nadzorne institucije pravne države so pomembne, pri tem, da se moramo zavedati, da te nadzorne institucije v Sloveniji so malce okrnjene. Tudi nadzorne institucije pravne države. Zdaj, mi imamo ustavno sodišče, ki je popolnoma ideološko, tudi z novim imenovanjem, ne verjamem, in kmalu bo prišlo 9-0, glede svetovno-nazorskih pogledov ustavnih sodnikov. In tukaj nastaja ta težava, da v bistvu je levičarjem dovoljeno dobesedno vse, tudi skalpirati nadzorne institucije, medtem ko tisti, ki pa spoštujemo ali pa bi okrepili nadzorne institucije skozi zakonodajni proces, pa v bistvu smo nebodiga treba v njihovem kolesu vsak dana. Kako se iz tega, bom rekel, začaranega kroga sploh lahko Slovenija izvije? Vendarle politiki spoštovati morate, recimo sodbe sodišč, težko država funkcionira, ko se govori o krivosodju, vse povprek. Po drugi strani pa vidimo, v katero smer gre ustavno sodišče in kot prvi varuh ustavnosti in ne nazadnje tudi ostale institucije tukaj niso bistveno zadaj. Ja, zelo pomembna stvar so volitve, na državni zbor. Če želimo presekati s tem stanjem duha v družbi, potem bo pač potrebno na volitvah naslednje leto odločiti, da zamenjamo obstoječo vlado in da dobimo res tisto pravo svobodo, ki si jo ljudje zaslužijo, da lahko sami sebe izpolnjujejo in da izpolnjujejo svoje poslanstvo v družbi. Ampak omenili ste krivosodje. Mi imamo tukaj dva problema, tudi kar se sodišči tiče. Zdaj, eno so sodni procesi, ki se vlečejo leta in leta. In jaz mislim, da ni bistveno, da se nekoga obsodi, ampak da se ga na sodiščih mrcvari. Namesto, da bi bila sojenja v doglednem roku, se pravi, da čim prej nek proces izpeljemo, se zlasti, ko se gre za politike desne provenience ali pa gospodarstvenike, ki so navidezno oporečni, se te procesi odvijajo nesorazmerno dolgo in v bistvu pri tem trpi ne samo posameznik, ampak tudi njegova družina, bodisi politična stranka, skupnost in vse skupaj. In pri tem se potrebno zavedati dejstva, da bi bila potrebna tukaj sprememba zakonodaje. Druga stvar pa je tudi politična preobremenjenost v tem kontekstu. Jaz nikoli nisem govoril o krivosodju in tega ne bom govoril, ker pač spoštujem to vejo oblasti in se mi zdi to pomembno, tudi ta govorica. Ampak ne moramo se sprijazniti z enim dejstvom, da naprimer, verjemite mi, da ustavno sodišče, če bi moralo nazaj odločiti o določenih odločitvah, ki jih je sprejelo pod nekim drugim mandatom, pa v drugi sestavi, pred 10-15 leti, bi lahko danes v tej novi sestavi odločilo popolnoma drugače. Ampak vse pravo je pravo, Proces je proces, jaz ne razumem potem tega in so se nam že zgodili tovrstni primeri in tega ne razumem, zakaj se tudi odločitve na ustavnem sodišču prilagajajo v bistvu dnevni politiki oziroma nekim trendom, ki so pač in te trende zasledujejo. No, zdaj, ko smo pri teh demokratičnih standardih, pred tednom dni ena zgodba, zdaj že nekdanjega vodje poslancev SD Janija Prednika. Mislim, da o samem primeru ni potrebno razpravljati, glede na naravo obtožb, domnevno fizično in psihično nasilje nad nekdanjo partnerko. Mislim, da je odstop povedal dovolj. Večja slika. SD se pred volitvami postavlja v nek antagonistični odnos do trenutno vladajoče stranke Gibanja Svoboda. Posledično se mi zdi, da so tudi takšne zgodbe, kot je Prednik, želeli čim prej zapreti, da pridejo brez te obtežitve oziroma teže v finiš kampanje. Imajo novega uradnega govorca stranke Luko Gorška, ki je tudi znan po tem, da osebno o Golobu in o načinu, na katerega vodi državo vladajoča stranka, reče precej kritičnih besed. Vidiš to tudi kot neke širše strateške premike pred tem krvavim finišem kampanje znotraj levega pola, glede na to, da vstopa tudi novi tekmec na to prizorišče, ki bo nagovarjal ravno polje etike, kot je nakazal v prvih nastopih. SD in Matjaž Han res nimajo sreče v tem mandatu.
Tudi sami so počutili, kaj pomeni svoboda v tej naši državi. Torej, jaz mislim, da najprej, glede mojega bivšega poslanskega kolega, lahko rečem, da jaz to obsojam sleherno nasilje, ne? Zdaj, na splošno. Ne? In je ta obsodba mora biti v družbi vedno prisotna. Kar se pa tiče dinamike med svobodo pa SD-jem, ta dinamika je že samega začetka zelo pestra. Nekako imamo zavezništvo v koaliciji med Levico in Gibanjem Svoboda. Češ za Gibanje Svoboda bolj nevarna struktura okrog SD-ja, ki je tradicionalna stranka, še vedno ima močen trend, ne? In zaradi tega se pač odvijajo številni spopadi, ne? Ampak zlasti proti SD-ju, ne? Obratno ne. Obratno v bistvu Matjaž Han pa SD nimajo niti dovolj poguma, da bi tiste stvari, ki jih v medijih obljubijo, naprimer glede podpore starim sistemu normirancev ali pa zdaj dohodninskemu zakonu, tega potem ne izpolnijo, ker se ustrašijo pač Gibanja Svoboda. Ne? Še več, jaz mislim, da je tukaj... Prosti Mirko, ampak težko je biti koalicijski partner, ker te stalno nekdo ustrahuje. In jaz nekako se mi tudi Matjaž Han smili, ne, da si tam, samo zaradi tega, da držiš neko koalicijsko večino, ne moreš pa v bistvu napraviti praktično ničesar, kar bi lahko obljubil svojim volilkam in volilcem, ali pa nekaj naredil za državo, če se s tem vrhovni poglavar Golob ne strinja. Ne? In ta dinamika se bo zdaj pač odvijala do volitev. Ne bom rekel, da ta zadnja zgodba okrog Janija, da je v bistvu del volilne aritmetike oziroma predvolilne aritmetike, ampak da je to druga stvar. Verjamem pa, da za tistih nekaj glasov na Levici, da bo pač se odvijali spopade ne samo do SD-ja, ampak tudi proti Prebiliču, oziroma ta trikotnik ne, bo pač bil v stalnem spopadu za isto volilno bazo. Seveda, dinamiko spreminja vstop Vladimira Prebiliča na prizorišče. Zdi se mi ravno v komponenti več govora o etiki, kar pa je že videno, ne? Ker s to prizmo je Miro Cerar vstopil pred leti na prizorišče. Ne? Ja, čeprav tukaj so se stvari malo spremenile. Ne? Drži, da nekoč je vlekla zgodba o etiki. Ne? Vprašanje, koliko danes so že v bistvu volilci indiferentni po tej vladi do etičnih vprašanj. Ne? Ali pa še se pravi, ni več to neki žulj, ki jih tišči, ki so vajeni pri Golobu vsega hudega, od romunskega računa pa naprej. Ne? No, ko smo že pri aferah, ne, Novi Sloveniji se jih je tudi navrglo kar nekaj, ne, od afere Knovs, ne, in pravosodja, ne, oziroma mrcvarjenja preko pravosodja. Ne. Sam si v tej, bom rekel, aferi osebno vključen, ne, oziroma zgodbi, ne, potem zgodba z tako imenovanim obvodnim financiranjem inštituta IEK, ne, pa DARS in tako dalje. Je to tudi, bom rekel, ta predvolilni boj, da bi se Novo Slovenijo omadeževalo? Kako razumeš pa te, bom rekel, napade oziroma očitke, ki letijo na Novo Slovenijo? A to niso afere, to so v bistvu bombice, ki prihajajo iz Svobode proti Novi Sloveniji, zgolj samo z enega razloga. Oslabiti Novo Slovenijo, da ne bi bila možna razvojna koalicija. Samo to, brez Nove Slovenije razvojna koalicija v okviru desno-sredinskih strank je praktično nemogoča in zaradi tega se nam to dogaja. Kar se tiče afere, ne, prva bila DARS, s tem so začeli. Jaz tam ne vem, kaj je afera. Mislim, o čem mi govorimo? Res razumem in KPK odločitve, pa Hajdinjaku se še zdaj ni nič zgodilo, medtem ko pa imamo tam gospoda Ribiča, bivšega šefa volilnega štaba Gibanja Svoboda, ki ne vem, ima brata zaposlenega in je šef projekta nove stavbe. Jaz mislim, da DARS tudi še nikoli ni imel direktorja, ki je za en projekt imenovan kot direktor. Ja, ampak to je, pozor, ne, to je brat predsednika uprave DARS-a in ne vem, imeli smo 3 ali 4 anekse, ne, in ta stavba iz 15 ali 16 milijonov, danes že 10 milijonov dražja, tam nekje. Pravi, pa ne zganja nobenega kravala, ne. Pravi, DARS se pod to vlado pod Ribičem ratu korupcija na 2 nogah. Ne. Druga stvar, Knovs, tudi tam ne vem, kaj se bi lahko očitalo, kaj ti, razen to, da se ustrahuje Novo Slovenijo. Ne. Komisija za nadzor obveščevalnih služb ima tudi nalogo nadziranja represivnih organov, v tem primeru policije. In ta nadzor je bil izveden nezakonito. Vse. Tudi policija to pravi. In
v tem demokratičnem procesu, ko govorimo spet o nadzornih institucijah pravne države, je nezaslično, da potem policija ovadi tistega, ki ima nalogo nadzirati policijo. Pa vam nekaj povem. Ne? Zdaj, v naslednjih mandatih, ko bo bila sestava KNOVS-a opozicijska, pa ne z Novo Slovenijo, ko je bila v koaliciji, verjemite eno stvar, da se bo vsak bal iti v nadzor na policijo, zato ker vsak nadzor bo pomenil mogoče že kazensko vadbo. Tretja stvar, kaj je to? IEK, ne? Ejte, če to obvodno financiranje, potem se vlada financira sebi poslušne nekatere nevladne organizacije, v bistvu oboceansko, je zapisal Žiga Turk enkrat na Twitterju. Bi pa tukaj eno stvar dal, ne? Nekje sem prebral, da je generalni sekretar Gibanja Svoboda pod Grah zaposlen v kabinetu predsednika vlade. A se vam to zdi potem kaj? Ja, vem, kaj hočeš reči. To je obvodno financiranje. Se pravi, nekdo dela za stranko, denar pa prejema iz naslova zaposlitve v kabinetu svojega šefa. Tukaj gre za zlorabo oziroma prepletanje. Ne pa pri tem, da nekdo pomaga inštitutu, ki ga ustanovila Nova Slovenija, zaradi tega, da se izobražuje ljudi za demokratičen proces, kar je nujno. V tujini takih inštitutov je veliko, kot na Tadenauer Stiftung, Polak akademija v Avstriji. V Ameriki imamo republikanski inštitut, sam sem bil večkrat del teh izobraževanj. Pa gledajte, mi moramo vzgajati ljudi, da razumejo demokratične procese v tej državi, ker sicer se nam zgodijo kadri, kot so Golob in pač ostali, ki so ad hoc politiki. Lahko ena stvar, prej je bilo omenjen Prebilič. Jaz v bistvu mu čestitam za to odločitev. Je pa ena stvar, on je zelo veliko naredil z eno izjavo. In sicer dovzel je mandatarski potencial Robertu Golobu. Z izjavo, z Golobom pa ne. In v zadnjih dneh dodal tudi za ceno levo-sredinske vlade. Tako je. In zdaj je tukaj nek paradoks se zgodil. Ampak glede tega verjameš sicer Vladimirju Prebiliču? Mislim, politik, ki da besedo, je edina zaupnica, ki jo ima. Ko enkrat svojo besedo požre, potem je pač politik samo še na papirju in ampak da se vrnemo. Ljudi. Ampak tukaj je ta pozor, Robert Golob torej ne more biti več predsednik vlade. Se pravi, tukaj je zelo močne besede uporablja Vladimir Prebilič. Se pravi, na levici leve vlade, kot kaže potem takem, z Golobom ni. Zaenkrat vse meritve kažejo, da ne. Ja. In prihajamo v eno klin situacijo, apropo temu, da se bo sedaj odpirala fronta tudi proti Prebiliču. Zelo močna. Ta se mi zdi, da se že še vedno nekaj tli, še tli. Ja. Verjamem pa, da bo Ničesar še nismo prebrali na necenzurirano, po domače povedano. Ali na Siolu. Zdaj, ko govorimo ravno o teh koalicij, se ti zdi možna koalicija, ki bi imeli pravzaprav na drugi strani veliko opozicijo z Janezom Janšo in Robertom Golobom v opoziciji in recimo neko tako imenovanim tretjim blokom, ki bi ga tvorili recimo v Novi Sloveniji, z demokratih, Vladimirju Prebiliču in še kom, morda socialnih demokratih. Se ti zdi recimo tak blok sploh smiselen oziroma realen? Zdaj, to, da pridemo do drugačne koalicije, ki bo razvojno naravnana, je ključnega pomena za to državo in življenje teh ljudi. Tega pa gospodarstva, ne smemo tega pozabiti, da imamo vlado, ki v bistvu tako močno obremenila gospodarstvo in podjetništvo, pa tudi same ljudi, da je naša povprečna neto plača skoraj taka, kot je na Hrvaškem. S tem, da so imeli na Hrvaškem 5 let zaostanka zaradi domovinske vojne. Tukaj si želim eno stvar sporočiti. Koalicija se sestavlja v ponedeljek po volitvah. Jaz grem pa na te volitve zato, da Nova Slovenija dobi čim boljši rezultat, ki bi pomenil, da bomo prišli do razvojne koalicije. Prej sestavljati koalicije pred volitvami ni noben doprinos k temu, da bi lahko imeli bolj skristalizirano sliko. Lahko pa rečem, da se pač v demokraciji je potrebno znati tudi šteti. Ta tretji blok je pač plemenita ideja, ampak če začnemo še števati, kar nekaj zmanjka. Pa tudi je odvisno, kdo so posamezniki izvoljeni v parlament. Tudi kakšna bi bila ta večina koalicijska. Ena ali druga. Se pravi, jaz sem
pristaš kristalnih slik, najprej zato pa naredimo volitve, delim pa program in vrednote, ki so pač konzervativne, ne? In tega se ne sramujem. Konzervativnost pomeni tudi robustnost, konzervativnost ni zastarelost. V konzervo spravimo tisto, kar rabimo za prihodnost, to so pa naše vrednote, našo gospodarsko smerjenost, skrb za generacije, naše vnuke, otroke. Torej, konzervativna linija tista, ki je dovolj robustna, da lahko spremeni kurs te ladje, ki gre proti ledeni gore. Ne? In pri tem je pomembno še eno dejstvo, vedno se slika konzervativno linijo kot nazadnjaško. To je popolnoma neosnovano. Ne? Samo v Sloveniji se tako slika. Kaj so konzervativci ali pa smo konzervativci? Mi smo tisti, ki verjamemo v svobodo, v razvoj posameznika. Verjamemo v dostojanstvo in pravičnost. In še ena pomembna stvar, ne? Konzervativci tisti, ki daje upanje za prihodnost. In verjame v red, ne pa v kaos. Ta trenutek smo mi v tej državi priča popolnem neredu. Imamo vlado, ki spreminja stališča z dneva v dan. Ki zaradi teh sprememb stališč, danes sem videl, da predsednik vlade predlaga nek zakon o zadrugi, se pravi, da bo podjetje lahko zadruge zasnovala, jaz verjamem, da bo GEN-I bo prva zadruga. No, ampak hočem reči to, v Sloveniji rabimo red. Tudi mladi rabijo red. In sem vesel, da vedno več mladih, jih ni sram reči, mi smo konzervativci. Ampak pozor, mogoče so drugačni konzervativci kot naši starši. In to ni osnovano do veroizpovedi, niti ne do cerkve, če želite. Ali pa tega odnosa, ampak konzervativci je tisti, ki ga skrbi za prihodnost, za naše zanamce. In ne gleda na to, kaj je danes, ampak kaj bo jutri. In to je to pomembno sporočilo. No, pod nazadnjakom, ki si ga omenil kot slabšalno, jaz predvsem glede na nedavne dogodke vidim kogarkoli, ne glede na politični pol, ki tam neko novinarko ali novinarja meče skozi vrata, to se mi zdi skrajno nazadnjaško, ne? Ampak postavil si istočnico za, ko govoriš o konzervativizmu, za pogovor o tem povezovanju, pa dan pred volitvami, ne dan po, ne. V SLS se mi zdi, da so pod novim vodstvom Tine Bregant kar malo pohiteli, skratka šli že z nekimi sklepi na vrh stranke. Rekli so, pogovarjali se bomo z NSI, z Fokusom, z Demokrati in tudi z SDS v tem, točno tem vrstnem redu. Ne? Zdaj, komentiram sem tisto, kar vidim navzven. Zdi se mi, da na drugi strani v NSI stvar še ni tako zelo daleč, morda malo zadržani, nobenih formalnih sklepov še, dovolitev je tudi 5 mesecev. Kako ti vidiš pot do marca 2026? Kar se tega tiče. V politiki je dialog vedno potreben, ne? Zlasti pa ta dialog med ljudmi in strankami, ki delimo iste vrednote in želimo obraniti, tako v Novi Sloveniji, ne? Želimo obraniti način življenja, kot ga poznamo v Zahodni Evropi. Ne? Za to, da se desna stran okrepi, bo potrebno tudi povezovanje, da nekako onemogočimo odstotke, ki so pod pragom parlamenta. Ne? Vsak odstotek, ki je pod 4%, in so to desni glasovi, ne? Tukaj so glasovi potem vrženi stran. V Novi Sloveniji nam kaže ta trenutek okrog 7,8% na podlagi ankete javnega mnenja. Govoriš o opredeljenih volivcih. Ja, govorimo o opredeljenih volivcih. Ne? Se pravi, se štejejo tisti, ki se opredelijo. Ne? Tisti, ki se ne opredelijo, pač jih ni na volitvah. In imamo blizu 8%, se pravi 8 mandatov. Skrbimo pa za v bistvu ta trenutek prav NSI za nekako celoten blok. Ne. Se pravi, da skušamo privabiti čim več ljudi, zavedamo se te odgovornosti in zaradi tega pač sem vesel, da se odvijajo različni pogovori okrog tega, nimam nobenih pričakovanj, zaradi tega, ker ta dialog, ne, je prav, da se odvija na način, da je produktiven. No. Visoka pričakovanja lahko zbudijo potem tudi razočaranost, če do česa koli ne pride. Zaradi tega jaz lahko povem, da sem spil 2 kavi s posamezniki. A je bila kakšna boljša, druga slabša, ali sta bile obe enako kakovostni? Jaz pijem kavo z mlekom brez sladkorja, tako da zdaj, če to grenko ali pa pol grenko, ne vem, ampak gledajte, zdaj v politiki tudi na konzervativni strani smo različni ljudje, ki delimo iste vrednote, različne stranke. Cilj pa mislim, da je skupen, ne? In sicer, da pripeljemo to skupno vrečo desne sredine, čim več odstotkov, ki bi pomenili razvojno koalicijo. In jaz stremim samo k temu.
Se pravi, ja, pogovarjati pa se je treba, vse v luči tega, da je čim manj strank pod pragom parlamenta. In tukaj verjamem v to sinergijo in odgovornost vseh vključenih in vpletenih. Kako daleč so že ti pogovori in recimo kdo v sebi, če ni skrivnost, o kom govorimo zdaj? Kdo bi skupaj lahko Mi govorimo nastopil? lahko tudi o različnih civilno-družbenih organizacijah, ki danes niso politične stranke, so pa zelo aktivne in konzervativni strani jih je takih kar nekaj. Ne? Po drugi strani tudi o političnih strankah. Ne želim izpostavljati ljudi, seveda je tukaj zelo pomembna pač ta dinamika, da se te pogovori nadaljujejo brez zapiranja vrat. Ne? Zdaj, ne bom govoril o pogovorih, rečemo o tem kavicah. Okay. Ker mislim, da je to pač pomembno za sam blok. No? Če želimo dobiti desno-sredinsko vlado, je pač pomembno povezovanje, vključevanje in sam sem vedno za vključevanje. Zdaj, seveda, mi se dnevno srečujemo v parlamentu z mnogimi in tam se tudi pogovarjamo, bodi si mimo grede na hodniku, bodi si pa na kavi. Če gremo še bolj noter, ne, prav v Novo Slovenijo, zdaj po kongresu, po katerem si prevzel vajeti, je zaznati, določene spremembe. Videli smo vrnitev po svoje Ljudmile Novak, ne, v svet stranke. Kako poteka ta notranja dinamika zdaj po kongresu? Kaj je drugače, kot je bilo prej recimo v stranki? Veste, jaz ne želim svojih predhodnikov pa politike stranke v preteklosti kritizirati, ampak se zahvaljujem vsem. In Mateju Toninu, Ljudmile Novak, Lojzetu Peterletu, pa pokojnemu Andreju Bajuku, se res zahvaljujem za ves doprinos, ki so ga pustili v tej stranki. Vsak je dal svoj pečat. Ne? Sam sem del te stranke že leta 2004, poznam notranjo dinamiko, teren, predsednika občinskih in regijskih odborov na pamet po imenih. Živim s to stranko od mladostniških let. Ne. Ta stranka je bila del moje mladosti, se Mirko to ve, ne. Del mojega političnega aktivizma. Sem tudi jaz spremljal. Sem bil star 20 let. Ne. Recimo, ampak... Ja, med drugim, evo, čisto en tak spomin. Ne. Danes se vozimo po eni ulici mimo Stožic v Ljubljani, ne, kjer si ti v bistvu za ustavno presojo dosegel, da to ni Titova. Si predstavljate, da bi bila ta odločitev v zdajšnjem sestavi ustavnega sodišča? bi bilo 9-0 v obratni smeri. Ker takrat moram reči, da to je bilo 9-0. Se pravi, vsi ustavni sodniki, tudi levi, mislim, da bo tukaj Ciril Ribičič, ustavni sodnik, so se strinjali z mojo pobudo. Ne? Ja, to se danes zdi skoraj nemogoče. To se zdi nemogoče. Danes bi bilo to 7-0. Ja, tam nekje. Ne, 7-2 bi bilo, ja. Ampak hočem reči to, da se vrnem nazaj, kar ste me vprašali. Se pravi, dajemo fokus močnemu terenu. Jaz sem veliko prisoten med ljudmi, pa tistim, ki se počutijo zaradi te vlade kot drugorazredni državljani, ustrahovani, mogoče tudi osramočeni zaradi te vlade in ukrepov te vlade. In NSi želi biti glas te tihe večine. Tukaj so obrtniki, mali podjetniki, SP-ji, normiranci. Tukaj so kmetje. Pozor, kmet dela z lastnimi rokami na njivi. Plačuje pa 2% za dolgotrajno oskrbo, ki je ni. Če pa priden ta kmet, ne, in ima dopoldan v službi, popoldan pa dopolnilno dejavnost na kmetiji, plača 3%, zaradi tega, ker je priden. Enako za SP-ja, ki je popoldanski SP. Lepo sprosim, te ljudje trpijo. In NSi je glas teh preprostih, ne bom rekel malih ljudi, ne? To so veliki ljudje, ampak ljudi, ki se vsak dan borijo in so podjetni in so jih ta vlada dobesedno zanemarja kot drugorazredne državljane. In tukaj smo dali fokus pod mojim vodstvom ravno do teh ljudi, potem močen teren in vključevanje. Jaz mislim, da sem naredil 3 pomembne stvari. Prva stvar je bila normalizacija odnosov v političnem prostoru, katerega si deli Nova Slovenija. Ukvarjamo se in se bomo ukvarjali še naprej sami sabo in svojim rezultatom, s tem, da cenim vse ostale politične stranke in predsednike strank, ampak mene skrbi za Novo Slovenijo. Ne da me skrbi, jaz skrbim za Novo Slovenijo. In se ukvarjam s to stranko in z mojim terenom. Druga stvar, ne izključujem nobenega, ki lahko pomaga Novi Sloveniji. Sem vesel, da so se nekateri posamezniki
nazaj vključili, da so nazaj aktivni, bodi si znotraj stranke ali pa izven stranke, tega, ker ta pomiritev strasti na desnem političnem polu, desno sredini, je pač zelo pomembna. In te sinergije, če želimo prevzeti vlado, so ključnega pomena. Zdaj si sam, izvoli. No, ravno to sem hotel, ne. Kakšna je zdaj vloga, recimo, ali pa kako vidiš vlogo Ljudmile Novak, Antona Hareja, ki je recimo bil izzivalec na kongresu, Mateja Tonina kot svojega predhodnika in evropskega poslanca, morda Lojzeta Peterleta, recimo, to so neki, bom rekel, vidnejša imena, ki so se v zadnjem času recimo pojavljala morda kot v tem kontekstu nekoliko drugačni viziji ali pa v drugih vlogah. Ja, Ljudmila Novak je članica izvršilnega odbora, sem vesel, da se odločila za to kandidaturo. Svojimi izkušnjami lahko veliko pomaga stranki pri prizadevanju za dober rezultat. Druga stvar, Lojze Peterle je osamosvojitelj Slovenije, prvi predsednik vlade. Je tudi ustanovitelj Nove Slovenije, krščanski demokrat v srcu in duši. V srcu in duši, torej človek, ki si zasluži posebno mesto v slovenski družbi, kot osamosvojitelj. Sma se slišala parkrat telefonu, se tudi dobila. Sem vesel v bistvu, da čuti potrebo, da lahko pripomore k dinamiki na konzervativni liniji. Pristopna izjava že podpisana, ali še ne? Gledajte, zdaj, jaz se ne ukvarjam s tem, da je nekdo član stranke ali ne. Lahko prispeva tudi v okviru drugih aktivnosti. Matej Tonin pa je izvrsten evropski poslanec. Zelo aktiven evropski poslanec. Tudi znotraj same poslanske skupine Evropske ljudske stranke ga prepoznavajo kot najaktivnejših. In na tej strani lahko rečemo, da Matej zelo dobro razume evropsko politiko, zunanjo politiko, varnostno politiko in nam lahko da v Novi Sloveniji tudi to dodatno širino v teh aspektih. Torej, jaz sem tukaj zaradi tega, da vključujem, ne da izključujem. Jaz sem tukaj, da se pogovarjam z vsemi in vabljeni vsi k aktivnostim v Novi Sloveniji. Tudi moj protikandidat Anton, mi da smo prijatelja iz Vipavske doline, mislim, da najni rojstni vsi sta okrog 15 km narazen. No, torej, se pogovarjava in tudi za vsakogar je pod streho Nove Slovenije dovolj prostora, da je aktiven. Tudi za Antona, tudi za vse ostale, ki so lahko kritični do mene ali pa do moje izvolitve, jih jaz enostavno povabim zraven, da delajo. In takrat, če človek dobi naloge, da jih prevzame, se vidi, ali je ta prav ali ne. Omenil si prej normalizacijo odnosov kot tisto prvo fazo znotraj pola, na katerem NSI deluje. Odnos z Janezom Janšo, naslednja tema. Zdi se mi, nazadnje seveda, formalno sta sodelovala v zadnji Janševi vladi, bil si minister za infrastrukturo. V predhodnika Mateja Tonina se sploh v tem zadnjem obdobju kar dostikrat javno, predvsem preko X-a, kaj spotaknil, obregnil, nekako je zadržano pozdravil to menjavo v stranki in zaenkrat nič več od tega. Kako ti vidiš vajin odnos? Na hodnikih v državnem zboru ali pa v klopeh se srečava, pozdravima, od nekdaj je to tako. In pri tem pač ostaja, vidim, da ta odnos pač takšen, kot je najboljši. Mislim, mi smo svoja stranka, oni so svoja stranka. Seveda delimo mnogo vrednot istih. Mislim, da imamo tudi tukaj skupen cilj in sicer menjavo te oblasti. Oziroma, to sem prepričan, da je skupen cilj. Lahko rečem, da tudi poslanci Nove Slovenije in poslanci SDS-a dobro sodelujo v državnem zboru. Še ne omenjam Anžeta Logarja, tudi z njihovo poslansko skupino. Mnogokrat podpišemo skupno izredno sejo, se damo podpise, zato da pokažemo tudi to enotnost na bloku ali pa delno enotnost. To je pomembno, zato, ker naš blok mora dajati upanje, da lahko do spremembe oblasti pride. Zaradi tega jaz pač ne bom se ukvarjal okrog osnove sence, malenkosti, ampak okrog tega, kar je pred nami, to so velike stvari. Malenkosti in posamezni odnosi, kregarije do konkurenčnih strank na istem polu so ta trenutek nepomembni. Primeravi s tem, kaj je pred nami. Dodam samo eno pod vprašanje na
to isto temo, predatorski odnos znotraj pola, pa bom začel na drugem polu, na levem, ne, tam si sam omenil, da je recimo SD tarča tega predatorstva, te želje, svobode, da bi konsolidirala, naredila v bistvu iz levice nek monolitni blok. Ni se možno izogniti podobnemu sentimentu na desno od sredine, ne, konec koncev je NSI edina stranka, ki je filozofijo SDS-a preživela, ne, na dolgi rok. Kako boš pa vendarle stranko zaščitil pred tem? Ne? Torej, Nove Slovenije, vsem lahko sporočam samo eno stvar, ne, da Nove Slovenije dejansko ni mogoče uničiti. Ne. To poskuša ta vlada z različnimi aferami, pa vi vidite, da smo odbojna stranka, zdaj imamo izvrstno članstvo, 10,000 ljudi na terenu, ki gara, 8,000 simpatizerjev, ki so rezervna sestava, če želite. Poleg tega imamo 8 poslancev, ki so zelo aktivni. In kljub temu, mi smo zdaj 4. stranka, imamo 8% po anketah javnega mnenja. Odlično, ne? Torej, vsi te napadi morajo biti in so v luči tega pač politične konkurence, da se pač nas oslabi. Zdaj, tudi desno-sredinski blok, ne, je prav, da je raznolik, ne? In mi imamo, ne, različne stvari, različne diskusije, tudi v državnem zboru, različne poglede, ne? Ni čisto monoliten, ne, kar se zdi na prvi pogled. Zaradi tega prav, pač, da nimamo mi samo ene stranke na desnem političnem polu. Zdaj, kakšna pa bi bila ta desno-sredinska linija brez močne, robustne, konzervativne stranke? Ne? Zdaj, od kongresa se mi zdi, da je tudi v zakonskih predlogih oziroma ukrepih, ki jih kot stranka dajete na mizo, očitna, bom rekel, usmeritev v ta življenjski standard ljudi, ne govorimo o študentskem SP-ju, znižanju DDV-ja za hrano, v povrnitvi torej škodljivih golobovih sprememb pri dohodnini, pri normiranih SP-jih in tako dalje. Zdaj, ta vidik je zelo jasen fokus, ne, kako pa na tem, bom rekel, bolj vrednotnem bomo videli Novo Slovenijo v boju recimo pri referendumu o evtanaziji oziroma kako je glede teh vprašanj, ki so bolj, bom rekel, v narekovajih ideološka, če uporabim ta netočen izraz, ki se najpogosteje v javnosti uporablja. Ideološko vprašanje so vsa vprašanja. No se ravno zato, ta vrednotna vprašanja. Vrednotno vprašanje ali pa vprašanje človečnosti. Tako, in ko gre za vprašanje človečnosti, sem jaz vedno na strani človečnosti. In tudi na temo evtanazije. Sem jaz zelo proti temu zakonu, tega, ker sem vedno na strani kulture življenja, ne pa na strani kulture smrti, veselja do življenja. Kakšno sporočila dajemo? Da za starejše ljudi, ki jeste, vse ve, da bo umrl, boji pa se trpljenja ob tem. Ne? Jaz imam osebno izkušnjo o tem, s pokojnim očetom. Problem je, zakaj se ljudje tega bojijo? Ker nima urejene paliativne skrbe, ker nima urejenega zdravstva. Veste, ljudje tudi umirajo zaradi tega, ker imamo predolge čakalne vrste. Nimamo urejene paliativne skrbe. Mi smo jo pri mojem očetu dobesedno uredili doma, ker je želel umreti doma. In so bili vsi 4 otroci skupaj z mamo zraven njega na njegov zadnji dih. In to je tista veličina, ki rečeš, človek se pač zasluži življenje do naravnega postopka. Pravi, do naravne smrti. In kakšna smo družba, ki je z antično Grčijo naredila premike, civilizacijske premike v odnosu do sočloveka, človečnosti, da poskrbi za starejše. Imamo Hipokratovo prisego, katero prisegajo zdravniki še danes. Bolj simbolično, ampak jo imamo. Ne? In v teh več 1000 letih je v bistvu družba naredila te civilizacijske premike, da za starejše, umirajoče in trpeče poskrbi. Nadgradnja tega so pač judovsko-krščanske korenine in to krščansko usmiljenje. In ker naenkrat smo mi neka nova družba, tukaj zdaj, dovolj pametni, da rečemo ne. Največja civilizacijska norma pa bo, da mi trpečega pač usmrtimo. Pa vas prosim, zakaj so bili 2000 let bolj pametni, kot smo mi zdaj? Hočem reči to, da delamo korake civilizacijske s to evtanazijo, korake nazaj.
korake nazaj, civilizacija se ne prvič sooča s tovrstnimi vprašanji, zaradi tega treba te vrednotna stališča zagovarjati, jasno in drnato, da jih ubranimo. To je naš način življenja. To je naš način življenja in jaz verjamem, da ga bomo na referendumu branili. Torej, politika Nove Slovenije se v odnosu do vrednotnih vprašanj, do vprašanj človečnosti, v ničemer ne spreminja, zaradi tega, ker je to tisto, kar te v osnovi kot človeka, kot politično silo, tudi definira. Ne? Ampak jaz ne vem, zakaj imamo mi kar naenkrat ključno diskusijo o tem, da tisti, ki je proti evtanaziji, je nek nazadnjak. Jaz se borim za življenje. Torej, tisti, ki se bori, da bo s tehnologijo pomagal trpečim, da bo pomagal ljudem živeti dlje, lajšati bolečine, je torej nazadnjak. Lepo prosim, kakšna družba in kakšen medijski prostor mi torej imamo? Kaj torej pol odgovarjaš tistim, ki očitajo Novi Sloveniji neko cagavost, neodločnost pri teh vrednotnih vprašanjih? Zdaj, jaz takih ljudi ne poznam, da bi nam to očitali. Mislim, pogosto se v javnosti pojavlja... Ja, ampak to je v bistvu zaradi dnevne politike. To je zaradi dnevno-političnih vprašanj. Če gledate vi stališča Nove Slovenije do vrednotnih vprašanj, so vedno ista. Tudi naš program se od leta 2009 bistveno ni spremenil v tem oziru. Zdaj, kar se pa tiče, v bistvu to cagavost ali pa slog delfina, nam v bistvu očitajo zaradi dnevno-političnih opredelitev, No, mislim, da ta pot v sredino v preteklosti... Kar je desno, kaj je levo, v bistvu se definira ta prostor okrog oseb, in to je ta problem, ne okrog vrednotnih stališč ali pa programskih usmeritev, kaj je levo, kaj je desno. In tukaj nastaja ta problem, ker pač definirajo osebe v Sloveniji, to je zelo personalizirano, kaj je levo, kaj je desno. In ta odnos je potem problematičen, ker se izgublja samo bistvo, kaj določena stranka ščiti. Ampak samo ena stvar bi dodal. Ta konzervativnost, o kateri jaz govorim, ampak te vrednote. Zelo pomembno sporočilo je, da smo mi še vedno kot konzervativna stranka, krščanski demokrati, Nova Slovenija, je zelo pomembno sporočilo ta pogled v prihodnost. In zaradi tega, ker sem nekajkrat izjavil, da moj pogled je usmerjen v jutri, v prihodnost, vsakdo misli, Vrtovec je pa tisti, ki bo zanemaril naša izročila. Ne drži. Naše korenine, naša izročila, ki jih imamo, so bistvenega pomena, da je lahko naš uvid v prihodnost definiran. Če ti ne veš, kdo si, iz kje si, kako boš lahko definiral, kaj si želiš v prihodnosti? Se pravi, Nova Slovenija je bila včeraj, Nova Slovenija je danes, in je vedno jutri, za nas je vedno jutri, ker jutri je tisto, kar nas definira, ker vemo, kakšne barve mora biti jutri, kakšnega vonja in kakšnega okusa. Veš, kaj si me spomnil? 2 tedna nazaj približno poslušam pač en, recimo v narekovajih, konkurenčni podcast. Ne čutim potrebe, da bi bil poimenski, recimo samo, da so vrednotno bolj jasno, recimo levo-sredinski komentatorji v njem. In eden od komentarjev, ki mi je bil zanimiv, je bil nate osebno v smislu, NSI z Jernejem Vrtovcem mi zdaj deluje, mislim, da skoraj citiram, nekoliko manj ministrantsko. Kako ti gledaš na splošno na take komentarje? Ne, ravno zato, ker na drugi strani ravno tako poudarjaš enake vrednote, nimaš težav govoriti o konzervativizmu, ampak nekako si pa zdaj NSI s tabo pa ni ministrantska. Mislim, kako gledaš na to vrstne komentarje? Glejte, to je nastal nek frame, nek okvir je nastal, češ Nova Slovenija je v bistvu rezervna sestava neke druge stranke ali pa ne vem česa, kar ne drži. Veste, kaj je sam zgodba, da te stavijo kot ministranta, ministrant nikoli ni te glave. Ministrant je tisti vedno poštriken zraven, ki je rezervna sestava nekoga drugega. Jaz nisem rezervna sestava nobenega. In tudi nočem biti. Se pravi, Nova Slovenija je, in upam, da bo pod mojim vodstvom še bolj robustna, odločna, vizionarska stranka, ne cik-cak, ne slog delfina, ampak orang kravla, bomo plavali za tega, da pač
zmagamo mi Mislim, te volitve skupaj z blokom. Peter, da se nekaj okrog delfina ponuja kot naslov te epizode, že počas. Tole bi te še vprašal. Po kongresu si hitro postavil podpredsedniško ekipo, kolikor vidim na družbenih omrežjih, predvsem tudi precej pospešil aktivnosti na terenu. Zdaj, ta kampanja bo specifična. V čem je specifična? Zimska bo, dejansko v mrzlem delu leta, kakorkoli banalno se sliši ta razlika napram preteklim bitkam. To pomeni, da nekim množičnim dogodkom na prostem zborovanjem in tako naprej ni naklonjena sama po sebi. Kakšna je tvoja vizija za to kampanjo? Mislim, da so evropske volitve, recimo, če se navežem, pokazale v nekih etabliranih strankah, da napisati 2 ogorčena X-a ni več dovolj, ker nekdo 20-25 let mlajši bo pač stisnil vmes 30,000 rok in dosegel boljši rezultat. Kako ti gledaš na to stvar? Ja, mi smo v bistvu že v neki predkampanji. Jaz sem stavil zelo močno na teren. Z jasno vizijo, da se borimo z ljudi, ki so pač pod to vlado trpijo. Pravi, ta tiha večina. Mi bomo šli med ljudi, na teren, od roke do roke, od srca do srca. In verjamem, da v tej zimi bomo ta srca ogreli, da bojo goreli tudi za nas. Mislim, da pride do spremembe oblasti. Mislim, da je Borut Pahor v svoji knjigi napisal, da včasih etablirane politike te dolgoletne karierne zanese v prepričanje, da ni treba več. Ampak to ne drži. Stisk roke je mnogo več kot pa Facebook objava. Čeprav ne smemo zanemarjati mi socialnih medijev ali pa podcastov. Veš je zelo gledan in vsi pravijo na terenu, super, safari, odlično, si gledal pa drug podcast. Pravi, danes v bistvu podcasti nesijo mrzkešno televizijsko oddajo na nacionalni televiziji. Teren, jaz sem rad med ljudmi, med gospodarstveniki, med podjetniki, obrtniki, kmeti. Zakaj? Zato, ker lahko tudi le na ta način dobiš primaren ali pa dober feedback, se pravi, kaj ljudje potrebujejo. Zaključujem pa s tem, mi pripravljamo zelo močan prenovljen gospodarski program. Zelo močan, bo predstavljen zdaj v kratkem in tudi v okviru predkampanje bomo šli že zdaj na teren zelo sistematično. Vlagamo v parlament močne pobude, naj zdaj sam napovem, spet vlagamo v normirance. Tretjič se mi zdi. Tretjič, malo posodobljeni obliki, tega, da kažemo vladi ogledalo. Veste, normirancov je 90,000. Vladi ali Matjažu Hanu? Ja, hecam se malo. Matjaž Han je face joke, ampak tukaj bi pa računal, da bi socialdemokrati to lahko podprli, to, da so to obljubili slovenski javnosti. Torej obljuba dela dolg. Zame beseda velja. Pa je vredno, bom rekel, 3-krat, 4-krat vlagati iste predloge v parlament, čeprav so vedno zavrnjeni. Je vredno, ker never give up. Torej, nikoli ne smemo obupati v prizadevanjih za kaj dobrega. In ta zakon je dober in jaz ne bom obupal, da se normirancem, podjetnikom povrne to, kar so imeli. In zaradi tega vlagam. Še bomo vlagali. Jaz grem še malo na kampanjo. Mi seveda delujemo, sam si nakazal, v času družbenih medijev. Vse je predmet komentarja. Vsak detajl se pojaviš s takim drugačnim sukničem, ne vem, se pač ljudje obregnejo to. Še posebej, ko gre za javne osebnosti in za politiko. Katera kritika, sicer te poznam toliko osebno, da se mi zdi, da prav jokati ob prebiranju komentarjev nikoli ne greš, pa vendarle se te kaj takega dotakne oziroma drugače, da malo postavim vprašanje, je kakšna napačna predstava o Jerneju Vrtovcu, ki bi jo rad razblinil pred našimi gledalci, pred slovensko javnostjo? Pa jaz se s komentarji ne ukvarjam. Vesel sem tudi ene stvari, da svoje družine nikoli ne upletam v mojo kariero. Moja žena ima svojo kariero, otroci po svoje odraščajo in jih ne izpostavljam. To sem vesel, zaradi tega, da imamo pač svoje družinsko življenje. Druga stvar pa, ta stereotip, nasploh o Novi Sloveniji, ali pa, ne vem, berem komentarje pod svojim Facebookom, župnik. Mislim, seveda, jaz sem verujoč človek, živim v skladu z vrednotnimi prepričanji in tako naprej, ampak zelo odprt. Zelo odprt in sprejemam različnosti in drugačnosti. Fokusiran sem na to, kaj ta država potrebuje. In še enkrat povem,
pa to stvar, ne, ki me tudi mene sprošča v politiki, je pa športno. To pa lahko rečem, rad imam tudi smučanje, sneg, upam, da ga bo letos velik. Letos imam poseben izziv, rad bi se navadil, no, turno smučati. No. Vem, da je nevarno, ne, ampak recimo mala mojstrovka, ki tazga, ne, to bi pa rad poskušal. To so moji izzivi tudi izven konteksta politike, malo adrenalina, malo športa, uživam na morju drugače, z vodnim skuterjem, s kajtom, tako naprej, če piha burja. Zdaj se smejimo proti zaključku pogovora, pa me zanima tako. Mene recimo pred dnevi nasmejal zelo ekonomist Max Tajnikar, ne, ko je poslancu Levice rekel, kako za vraga ste rezervirali 100 milijonov v proračunu za stanovanja, a ste morali ubiti finančnega ministra, pa me zanima čisto po človeški plati, tudi izven politike. Kaj te je kaj v zadnjem času res iz srca nasmejalo? Vse. Mislim, že 3 leta pa pol se lahko smejimo. Ja, bi bilo smešno, če ne bi bilo žalostno, da imamo v bistvu letalo, ki leti brez pilota. Najbolj me je smejala te dni ta izjava predsednika vlade o zadrugah. In sem si rekel, da se pravi, podjetja bojo sedaj postala lahko zadruge. Bom dodal še nekaj na to temo. Jaz kome čakam, da bo prvi genij tisti, ki bo bil zadruga za prodajo električne energije. Zadruga se pa imenuje tudi priljubljen resničnostni šov 500 km od nas v Beogradu, ki menda tam pomaga ljudem, da pozabijo sem in tja na Aleksandra Vučića. No, mislim, ko poslušamo take izjave... To je kmetija, Po domače, ja. Mislim, da je to na nivoju, ne, da se premier posvetuje o vojni proti dronom svojim 14-letnim sinom, ne, in da so zaposleni delavci tisti, ki najbolj vedo, kako dobro gre podjetju. To so te izjave, ne, o katerih poslušamo. V bistvu Robert Golob svojega programa nima, ima pa skrajno levega od Levice in ga potem nekako izpolnjujejo. Ne. Kot je dolgotrajna oskrba, imamo 3 izdane odločbe v digitalnem svetu s kuljem napisane, niti Excela niso sposobni. Jernej Vrtovec, ni mi ušlo, da si pogledoval proti telefonu, kar pomeni, da te prepuščava naslednjim obveznostim in v urniku. Tako da hvala za izčrpen pogovor. Za politika ni zlato, ne, ampak je v bistvu čas, ki ga vedno primanjkuje. Tako da hvala vama za ta sproščen pogovor. Tako odprli smo tudi kakšno takšno stvar, ki sicer v okviru dnevne politike ne. Tako da hvala vama za to priložnost in uspešno delo še naprej, Safari. Treba je videti ljudi, ki jih volimo, ne, tudi kot ljudi, ne zgolj kot imena. Ne samo z daljnogledom. Volilnem lističu. Tako da, evo, hvala, pri koncu. Ne. Tako je. Hvala vsem najnim gledalcem, podpornikom, naročnikom. To je bil zdaj v krajšem času drugi bonus Safari. Prihajajo v vroči politični jeseni še mnogi. Sicer pa se vidimo v redni petkovi epizodi in v sobotnem jutranjem naročniškem Safari Special. Najlepša hvala še enkrat. Tako da se gledamo, lep pozdrav in nasvidenje.